Podobe znanja. Travniki, ki sta jih skozi zgodovino družno oblikovala človek in narava, so prava zakladnica raznovrstnih rastlin. Ni presenetljivo, da se med travami, cvetlicami, zeljmi vzpostavljajo zelo dinamični in kompleksni odnosi, katere človek s kmetovanjem stalno posega in jih celo narekuje. Dobro poznavanje, kako se prepletajo naravne razmere in človekova dejavnost, pa poleg vpogleda v delovanje pestrih travniških združb naravovarstvenikom omogoča, da te posebne tipe travnikov tudi ohranjajo. V tokratnih podobah znanja gostimo izredno profesorico doktorico Sonjo Škornik z oddelka za biologijo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, ki raziskuje rastlinske združbe suhih in polsuhih travišč. Danes pogosto slišimo, kako pomembni so pisani travniki za čmrlje, metulje, divje čebele, tudi mnogo drugih živali, recimo ptice, ne torej samo za žuželke. Poleg tega imajo ti pisani travniki tudi pomembno vlogo, gradijo izgled krajine. Ravno zaradi vsega tega se poudarja, da jih je potrebno varovati, na drugi strani pa tudi hitro izginjajo. Vi, profesorica doktorica Sonja Škornik, se z raziskovanjem travišč, suhih, polsuhih travišč ukvarjate že od pričetka svoje kariere. Pa me zanima, ko ste vi pričeli z raziskovanjem, se je že takrat vedelo, da jih je pomembno ohranjati, da bodo morda izginila? Ja, ta travišča so že pred 3 desetletji veljala za enega najbolj raziskanih tipov vegetacije v Evropi, predvsem v njenih srednjih in pa južnih predeljih. Raziskovalce, ne samo botanike in vegetacijske ekologe, ampak biologe in ekologe nasploh so pritegnili zlasti zaradi izjemnega bogastva vrst, ki so jih zabeležili na teh površinah. V Nemčiji na območju gorovja Jura so tako že v 70. letih prejšnjega stoletja uvedli prve ukrepe za njihovo ohranjanje, ker so namreč ugotovili, da se njihove površine drastično zmanjšujejo, ker so opustili košnje in se s tem posledično začeli zaraščati. Lahko rečemo, da so suha travišča praktično že 35 let osrednja tema ohranjanja narave po vsej Evropi. Nenazadnje so tudi tako imenovani Natura 2000 habitati, ki jih ohranjamo na zavarovanih območjih Natura 2000 po vsej Evropski uniji. Kaj pa recimo v Sloveniji konkretno? V Sloveniji je bilo 30 let nazaj ta vegetacija še slabo raziskana, ker so se raziskovalci do takrat ukvarjali predvsem z gozdnimi združbami. Izjema so bila suha travišča v submediteranskem delu, na Primorskem krasu, v slovenski Istri, ki jih je prav v tistem obdobju intenzivno oziroma sistematično raziskal Mitja Kaligarič. Njegova je bila tudi ideja, da se ta raziskava razširi še na ostala kontinentalna območja Slovenije, no in moja pa je bila v bistvu sreča in priložnost, da sem takrat kot podiplomska študentka na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani dobila to temo za raziskavo tako v magistrski kot tudi v doktorski disertaciji. Moja mentorja sta bila priznana botanika, profesor Tone Vraber in profesor Mitja Kaligarič. Za kakšne torej travnike konkretno gre? Suha, polsuha travišča se oblikuje na tleh, ki slabo zadržujejo vodo. Največkrat so to prepustne karbonatne kamnine, apnenec, dolomit. Tega v Sloveniji zelo veliko. Vemo, da imamo kar 40% območja s karbonatno podlago. Značilna je za kraške predele, ne samo pokrajini Kras, ampak za Kras v širšem pomenu besede. Tla so lahko suha tudi, kadar so zelo plitka, kadar so na strmih, torej legah, torej na naklonih, kadar so izpostavljena soncu, vetru, kar jih še dodatno izsuši. Suha, polsuha travišča se lahko pojavljajo tudi na nižinah, ob rekah, kjer so nanosi karbonatnega proda, ampak so zelo redka. Mi smo jih raziskovali ob reki Dravi, v Krajinskem parku Šturmovci in pa ob reki Savi v okolici Krškega. Ustrezna podlaga sta tudi fliš in lapor. Tukaj so tla nekoliko globlja, zato so tam tipična polsuha travišča. In največjo mrežo v kontinentalnih delih Slovenije teh travišč imamo v Halozah, tudi na Pohorju so značilna polnaravna suha travišča ali resave, so na kislih tleh, na primer z arniko.
Suha travišča, na kislih tleh pa imamo tudi nižini, naprimer na Goričkem. Se pravi, je najpomembnejši dejavnik tudi, da voda odteka oziroma da se ne zadržuje. Drži s tem, da če pogledamo bolj pobliže ekologijo te skupine travišč, je značilno oziroma rastline se podobno odzivajo na te sušne razmere, tudi ker je v tleh pomanjkanje hranil. Se pravi, to je pa tudi ena izmed pomembnih značilnosti, da so tla slabo založena s hranili ali pa siromašna tla. A gre to za pisane travnike, za cvetoče travnike? Kakšne vrste najdemo? Za celotno skupino teh suhih, polsuhih travišč lahko rečemo, da so zaradi vrstne pestrosti pisani oziroma imajo veliko cvetočih trajnic. Zdaj, če bi pa gledali na ekstenzivne travnike nasploh, pa so v določenih razmerah tudi manj pisani, zato ker so pač jim razmere ne omogočajo tolikšno število vrst, kar pomeni, da tudi, ali pa da morda ena rastlinska vrsta, predvsem trava, prevladuje, torej dominira, v tem primeru pa ni nujno, da so tako zelo pisani, ampak še vedno pomeni, da so naravovarstveno zelo pomembni. Ko ste govorili o zgodovini, da so z opuščanjem kmetovanja začeli ti travniki v Nemčiji izginjati, se pravi, to nekako nakazuje, da je za njihovo oblikovanje pomemben človek, človeška dejavnost. V bistvu, kako potem ti travniki nastanejo, ker ste rekli tudi, da gre za polnaravna travišča. Ja, izraz polnaravna travišča se uporablja zato, ker je za njihovo ohranjanje potrebna redna fizična motnja. Običajno je to v obliki paše, košnje ali požiganja, sicer jih začnejo preraščati grmovne in drevesne vrste. Namreč nastala so na območjih, tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu, kjer zaradi ustrezne klime primarno lahko uspeva gozd, ki ga človek na to izkrčil, da je pridobil površine za svoje aktivnosti, tudi za pridobivanje krme in stelje za živino. V Sloveniji imamo sicer tudi naravna travišča, tam, kjer niso ustrezne razmere za gozdno vegetacijo, to je v visokogorju, nad gozdno mejo, na manjših površinah pa tudi pod gozdno mejo, naprimer na zelo mokrih tleh imamo slana travišča ali pa če so tla zelo plitka, skalnata in podobno. Koliko recimo nekih rastlinskih vrst povprečno uspeva na teh suhih, polsuhih travnikih? Pred 14 leti nekje je bila objavljena zelo odmevna raziskava na temo svetovnih rekordov, kar se tiče števila rastlinskih vrst, ki sobivajo v različnih tipih vegetacije, in tam so v bistvu upoštevali travišča pa do tropskega deževnega gozda. Šteli so rastline na različno velikih površinah, od 1 kvadratnega centimetra do nekaj tisoč kvadratnih metrov v gozdu, in vsi rekordi na majhnih površinah so bili ugotovljeni za polnaravna travišča. Zdaj, povprečje oziroma primer na površini 5x5 metrov, kakršno tudi mi največkrat uporabljamo pri naših vzorčenjih, je bil rekord 116 rastlinskih vrst. Ta travnik je bil popisan oziroma vzorčen na Češkem in je šlo za tip polnaravnega, polsuhega travišča na karbonatnih tleh. Leta 2020 sta bili s kolegico vključeni v podobni, še bolj obsežni raziskavi. Z več kot 200 avtorji smo zbrali preko 120.000 vzorcev travišč in prišli do podobnih ugotovitev, med njimi tudi do podatka, da lahko na 1 kvadratnem metru sobiva do 80 rastlinskih vrst. Kako pa potem poteka to sobivanje? So vrste enako zastopane? Je teh 80 vrst na tem 1 kvadratnem metru vsake eno? Je nekaterih več kot drugih? Ja, največ je tistih vrst, ki so najbolje prilagojene na razmere v habitatu. Na traviščih so to običajno trave in travam podobne rastline. Tiste rastline, ki so razvile lastnosti, ki jim omogočajo, da prenašajo neko ekstremno klimo, specifične talne razmere, tudi stalne motnje, kot so objedanje, požari, košnja. Spomnimo se, kako hitro se trava obraste, čeprav jih temu obdobju praktično tedensko kosimo. To je po zaslugi tega, ker je njihov rastni vršiček, iz katerega se obnavljajo poganke in listi pri tleh oziroma tik nad tlem, je tako zaščiten pred košnjo. Na kak način konkretno recimo so prilagojene na suhe pogoje, na kak način konkretno so recimo prilagojene na pomanjkanje hranil?
Recimo to se kaže pri rastlinah, da oblikujejo trajna tkiva, imajo veliko založnih snovi, se pravi tvorijo kakšne podzemne organe, v katerih hranijo rezervne snovi. So dolgo živeče trajnice, temu tudi prilagajajo celoten razvoj, morda se razvijajo v tistih obdobjih, ki so bolj ustrezne razmere za rast. V svojih raziskavah pa govorite tudi o tem, da so nekatere vrste na travniku prevladujoče in druge, da so drugotne. Lahko konkretneje poveste, o čem je govora tu? Ja, ta pristop smo prvič uporabili v okviru magistrske naloge. Študentka je prihajala z Goričkega, ki je tudi sicer eno naših najpomembnejših raziskovalnih območij. Naše osnovno vprašanje je bilo, kakšne lastnosti mora imeti rastlina, da je lahko glavna oziroma prevladujoča na tamkajšnjih suhih traviščih. Morda se hitreje razvije, ima bolj trajna tkiva, ima drugačen način razmnoževanja. Najprej smo seveda morali nekako določiti, katera rastlina je prevladujoča in katera je iz tiste druge skupine, torej drugotna vrsta. Pri tem smo uporabili kriterije oziroma metodologijo, kot je bila uporabljena na eni podobni raziskavi na Češkem. Če na kratko razložim, za vse rastlinske vrste je moralo veljati, da se redno pojavljajo na teh traviščih, torej v naših vzorcih, pri tem pa so bile dominantne tiste, ki so se pojavljale z veliko pokrovnostjo, so tvorili velik del biomase na površini, na drugi strani pa so bile drugotne tiste rastline, ki so se redno pojavljale, vendar v malem številu oziroma so prispevale malo k celotni masi. No, od 100 zabeleženih rastlinskih vrst jih je dobilo status dominantne vrste, 8, od tega so bile 4 trave, medtem ko je bilo kar 61 teh drugih oziroma drugotnih rastlinskih vrst. Zakaj pa je v bistvu pravzaprav pomembno, da za nek travnik veste, da so nekatere vrste prevladujoče, druge pa ne? Takšno znanje je zelo uporabno, ko pride do kakšnih sprememb v habitatu, ki vplivajo na razmerje med vrstami. Po eni strani lahko že naprej predvidimo, napovedujemo, katere vrste bodo pridobile ali pa izgubile, če pa se takšne spremembe že dogajajo, si jih lažje razložimo. Primer iz naših raziskav na polsuhih traviščih v Halozah in z rastlino enoletno suholetnico, verjetno je marsikomu poznana, to je tujerodna vrsta, ki ima tudi status invazivke. Po svojih lastnostih pa je to tipičen plevel, enoletnica, ki tvori ogromno semen, ki se uspešno širijo na mestih, kjer so gole površine. To pravimo, da so tam pogoste in močne motnje, naprimer v poteh, njivah, zlasti, če so opuščene. Ta rastlina je pri nas že zelo dolgo prisotna. Redno smo jo beležili oziroma sem jo beležila tudi v svojih popisih, zdaj že 30 let starih na teh traviščih, vendar je bila vedno kot nemalo številna, se pravi ta drugotna vrsta. Ko opazimo, da ta enoletna suholetnica na travniku naenkrat postane prevladujoča ali pa da se njena številčnost začne povečevati, lahko sklepamo, da se je na travniku zgodila neka sprememba v korist tem plevelnim vrstam. Torej, povečala se je motnja. To je lahko, na primer, zaradi bolj intenzivne rabe, se pravi, da bolj pogosto kosimo, da bolj intenzivno ali pa da imamo bolj večjo obtežbo pri paši. Vzrok so lahko tudi ekstremni vremenski pojavi za sušo. Ta požge rastline, povzroči oziroma nastanejo vrzeli v vegetaciji, ki jih potem uspešno zapolnijo oziroma izkoristijo takšne vrste. Če se sedaj vprašamo, to je pa ta uporabna vrednost, če se sedaj vprašamo, kako ponovno zmanjšati številčnost te neželene vrste, tako da najprej skušamo zmanjšati motnjo. Kakšna pa je potem razlika med nekimi dominantnimi prevladujočimi vrstami in številčnostjo? Za kategorizacijo oziroma da mi določimo, da je neka vrsta dominantna, v bistvu merimo oziroma ugotavljamo in številčnost in hkrati tudi njeno pokrovnost. Se pravi, lahko sta dve vrsti, imata enako število, ampak ena pokriva, ker je pač večja, na večje površine, druga pa se pojavlja zgolj, ne vem, ima manjšo pokrovnost, torej na manjših površinah. Ne.
To so v bistvu nekako neka merila, s katerimi vi, doktorica Sonja Škornik, opisujete travnike. Sedaj me pa v bistvu zanima, kako se v bistvu vse te rastline, ki ustvarjajo to travniško združbo med sabo usklajujejo. Zdaj, če se vrnem na ta primer, na naš raziskavo, kjer smo ugotovili, da je na teh suhih traviščih, na Goričkem, 8 takih, ki so prevladovale, 61 pa je bilo drugotnih vrst, smo seveda potem primerjali njihove lastnosti. Ugotovili smo, tako kot smo predvideli, da prevladujoče vrste v svojih lastnostih predvsem so zelo dobro prilagojene na slabše razmere, se pravi, imajo zelo obstojna tkiva, imajo korenike, v katerih so zaloge rezervnih snovi in brstov, iz katerih se lahko potem obrastajo, kadar jih na primer prizadene suša. No, na drugi strani pa so te drugotne vrste s svojimi lastnostmi nakazovale, da razmere na travniku niso homogene, torej niso enake. In da torej na teh površinah obstajajo neke mikrohabitati, pa manjše površine, kjer so nekoliko bolj rahla tla, mogoče bolj globoka tla, je več vlage, so manj kisla in takšna mesta potem lahko zasedejo te neprevladujoče vrste. V raziskavi pa smo postavili še eno domnevo, in sicer, da te prevladujoče vrste pozitivno vplivajo in v bistvu omogočajo uspevanje ostalih vrst s tem, da blažijo za njih neke stresne dejavnike okolja. Če povem drugače, te drugotne vrste lažje uspevajo v njihovi senci, kot pa bi sicer. Če gremo pa zdaj potem naprej k temu vidiku konkretnih dejavnikov, ki ogrožajo te travnike. Predvsem glavni razlogi, da so ti travniki in ta travišča ogrožena, je na eni strani prekomerno gnojenje, prepogosta košnja, na drugi strani pa tudi ta vidik, da se kmetovanje oziroma ta skrb za travnike opušča. Kakšne so potem te neke konkretne posledice za rastlinsko združbo? Naprimer, ko z gnojenjem obogatimo tla s hranili, v bistvu pospešimo rast tistih rastlin, ki lahko zelo hitro pridobijo oziroma izkoristijo ta hranila. Oblikujejo visoke goste sestoje, to običajno nekaj vrst trav, s tem potem zasenčijo, izrinejo številna nizko, počasne rastoča zelišča, ta niso več konkurenčna in s časoma izginejo iz sestojev. Takšne hitro rastoče, visoko rastle vrste označujemo v ekologiji tudi kompetitorje oziroma tekmovalne vrste. Zelo pogosto so že del združbe nekega ekstenzivnega travnika, vendar so malo številne, se pravi, so te drugotne vrste in se na travniški površini pojavljajo na tistih lokacijah, kjer so nekoliko bolj ugodne razmere, kot je naprimer bolj globoka vlažna tla, neka senčna lega, recimo pod sadnimi drevesi ali ob gozdnem robu. V primeru bolj pogoste motnje, naprimer, da bolj pogosto začnemo kositi ali pa večja intenziteta paše, je zelo pomembna strategija za rastline, da se lahko po taki motnji hitro obrastejo. Imajo pleveli, ki jih poznamo tudi iz naših trat, marjetice, različne detelje, grenkulice, skrečniki in podobne vrste. Če se kmetijska raba preneha in ukinemo redno fizično motnjo, grmovne drevesne vrste z gozdnega roba in gozda bolj ali manj hitro zopet zasedajo svoj nekdanji prostor, podobno tudi druge rastline gozda oziroma gozdnega roba. Se pravi, se v bistvu travnik začne zaraščati z nekimi prej drugotnimi vrstami oziroma vrstami, ki so bile prisotne na obrobju. Drži, odvisno je sicer tudi od lege in tal. Travniška zelišča lahko na nekaterih površinah še zelo dolgo vztrajajo, vendar bodo slej ko prej izginile iz površine. Tudi njihova semena se lahko še dolgo zadržijo v semenski banki in takšne površine se, če ponovno uvedemo neko redno fizično motnjo, kmetijsko rabo, lahko tudi uspešno obnovijo. A je ta način upravljanja enak za vse suhe travnike ali je različen? Ker omenili ste travnike na Goričkem, omenili ste travnike v Halozah, raziskovali ste tudi travnike na Pohorju. A to pač pomeni, da vse na enak način upravljamo, da se ta dinamika ne spremeni ali zahtevajo vsak svoj pristop?
To smo tudi delno že ugotavljali z našimi raziskavami in glede na to, da znotraj tega, to kar zdaj imenujemo suha, polsuha travišča, imamo še različne podtipe, ki se med sabo bistveno razlikujejo, ne moremo z istimi ukrepi oziroma z isto kmetijsko rabo ohranjati te različne travniške združbe. V bistvu vsaka potrebuje nekoliko drugačen pristop. Pa še eno vprašanje, in sicer, ker ste omenili kompetitorske vrste, pa izraz dominantne oziroma prevladujoče. Kako pa se to povezuje? Je to pomembna, je recimo pač to pomembno ali ne zares? Kot kompetitorske vrste v ekologiji, če sledimo teoriji Philippa Grima, rastlinskega ekologa, veljajo tiste rastline, ki so sposobne v ugodnih razmerah za rast rastlin, torej ko so zelo produktivna tla, zelo hitro zrastejo običajno velike in potem predvsem preprečijo dostop do svetlobe ostalim okoliškim rastlinam. V razmerah, ko tla niso produktivna, se pravi, da v okolju manjka ali pa kakšnega dejavnika preveč, ta strategija kompetitorska ni toliko pomembna, ampak je bolj pomembno, da rastlina tolerira stres. Takrat pravimo, da so rastline stres toleratorke. V razmerah, ko je pa v okolju zelo močno prisotna motnja, to pomeni, da rastlino ves čas nekaj poškoduje, lahko to poškoduje njeno biomaso, pa je pomembno, da se rastlina lahko hitro obraste, takim pa pravimo, da so ruderalke ali pa pleveli. Torej, v naših raziskavah so prevladujoče, ker gre za suha, polsuha travišča, ki niso zelo produktivni habitati, dominantne vrste običajno postanejo tiste, ki dobro tolerirajo stres in ne kompetitorji. Če zaznamo, da kompetitorji začnejo prevladovati oziroma da se njihova številčnost povečuje, je to za nas signal, da se je produktivnost tal izboljšala, kar bo vodilo tudi v značilno spremembo teh travnikov, ampak za nas neželeno smer. Se pravi, je v bistvu za tem, da travnike ohranjamo v nekem za nas želenem stanju, zelo kompleksna dinamika med rastlinami, ki se odvija ves čas. Drži, gre za rastlinske združbe, so zelo kompleksni ekosistemi, ki se ves čas odzivajo na spremembe v okolju, kar se pa kaže tudi v razmerju med rastlinami. In če se potem zdaj konkretno pač predstaviva k tem naravovarstvenem vidiku, je običajno v ospredju varovanja ena vrsta. Je to potem ta nek pristop, ki omogoči, da varujemo to celotno travniško združbo, če je, kot ste do sedaj opisali, profesorica doktorica Sonja Škornik, ta združba zelo kompleksna? Kadar je vrsta prepoznana kot ogrožena, pomeni, da je bilo ugotovljeno poslabšanje populacije in do tega so pripeljale neke negativne spremembe v njenem življenjskem okolju. Te ogrožene redke rastlinske vrste so pogosto zelo občutljive vrste, tako imenovani specialisti, ki se zelo hitro odzovejo že na najmanjše spremembe, s tem nas tudi opozorijo, da lahko še pravočasno ukrepamo. Ohranjanje vrste je vedno povezano z ohranjanjem njenega habitata in pri tem posredno varujemo tudi ostale vrste v tej združbi. Je pa pomembno, oziroma ravno zato je tudi pomembno in nujno, da če želimo biti pri tem ohranjanju na dolgi rok uspešni, da poleg biologije in ekologije vrste poznamo tudi te zakonitosti oziroma procese v rastlinski združbi. Kako pa se skozi sezono, skozi letne čase spreminja travniška združba? In sicer na travniku vemo, če ga opazujemo, če se sprehajamo v naravi, da ne zacveti vse hkrati. Kakšno vlogo imajo ti neki sezonski vzorci? Takšne razlike med vrstami zelo pomembno prispevajo k temu, da lahko sobivajo na manjši površini v velikem številu. Tako se skozi sezono razporedijo na način, da se zmanjša tekmovalnost med njimi, tako za dostop do svetlobe, za opraševalce, za vodo, hranila v tleh. Kot primer, na suhih, polsuhih traviščih prve rastline zacvetijo že zelo zgodaj, v bistvu že konec zime.
Med njimi so nekatere zelo prepoznavne, kot je velikonočnica, ki najprej zacveti, šele nato razvije liste. Za razvoj teh cvetnih popkov pa uporabi snovi, ki jih je rastlina s fotosintezo tvorila že prejšnjo sezono in jo skladiščila v podzemnem organu v glavni korenini. No, v tem času na ekstenzivnih travnikih že cvetijo nekatere vrste kukaviček, orhideje, naprimer mačja ušesa, ki so že jeseni pognale in oblikovale listne rozete. Iz podzemnega gomolja ti listi so prezimili in zgodaj spomladi v sezoni rastlina nato požene še cvetni poganjek, zacveti in to še pred razvojem sosednjih, bolj visokoraslih rastlin, naprimer trav. Takrat, ko je pri tleh še dovolj svetlobe, da lahko listi s fotosintezo v gomoljih že skladiščijo zaloge za naslednjo sezono. In v tem času je tudi konkurenca za opraševalce še manjša. Kaj pa potem konkretno ti sezonski vzorci pomenijo recimo pri ohranjanju travniških združb? Običajno smo na teh naravovarstveno pomembnih travnikih najbolj pozorni, da imajo rastline čas, da tvorijo semena, temu tudi prilagajamo, določamo datume prve košnje, začetek paše, v mislih imam predvsem te različne subvencije v okviru skupne kmetijske politike, naprimer KOPOP-e oziroma kmetijsko-okoljska podnebna plačila. V teh ukrepih običajno določijo datum, kdaj se košnja lahko začne, da se začne prezgodaj. Zdaj odvisno, če gre za ukrepe, kjer se ohranjajo tudi kakšne ptice, potem postavljajo tudi od do, recimo, ampak in zdaj pomembno bi pa bilo, da bi se nekako določili, do kdaj najkasneje, oziroma da se upošteva tudi, da ni ta prva košnja tudi ne sme biti prepozno. Za nekatere rastline je v bistvu košnja tisti pomemben mejnik, čakajo, da se sprosti prostor, takrat svetloba zopet pride tudi v nižje plasti in šele takrat začnejo svoj razvoj, zacvetijo, tvorijo semena. Torej, kolikor je ta motnja, torej košnja prepozno v sezoni, rastlina nima časa, da zaključi svoj razvoj oziroma da tvori semena. Zdaj, če se to dogaja dlje časa, lahko pride do osiromašenja populacije. Potem je tu res pomembna človeška dejavnost, človeška roka. Za ohranjanje polnaravnih travnikov je potrebna neka motnja, zdaj, ali je to paša, košnja, požiganje. Kakšno pa je potem recimo stanje slovenskih travišč v primerjavi s preostalo Evropo? V primerjavi z večino evropskih držav imamo v Sloveniji še relativno veliko teh vrstno bogatih ali pa če rečemo ekstenzivnih travišč ali pa tudi trajnih travišč, ker vemo, da drugje je že zelo malo površin, ker bi bilo travišče skozi daljše obdobje. Ločimo tudi trajne in pa sejane travnike. Torej tudi to je en kriterij. Pri Sloveniji imamo še veliko trajnih travišč in od tega tudi precejšen delež ekstenzivnih travišč v ugodnem stanju. Ni to samo v Sloveniji, tudi podobna je situacija tudi še v nekaterih drugih, predvsem vzhodnoevropskih državah. Pa je recimo potem možno, kjer so ta travišča izginila, jih je možno pač potem vzpostaviti nazaj. Pri nas je ta strategija, da jih poskušamo ohraniti. Kaj pa morda drugi, ker so jih pač izgubili, jih je možno potem spet vzpostaviti nazaj? Ja, z danjem, ki ga imamo, lahko ohranjamo in vzpostavljamo ekstenzivno vrstno bogata travišča, vendar se bodo verjetno vsaj delno oblikovala v neke nove oblike, torej z drugačno sestavo in drugačnim razmerjem med vrstami, kot jih poznamo danes. Namreč travišča, ki jih danes označujemo kot tipične oblike in v ugodnem stanju, so rezultat pretekle dolgotrajne kmetijske rabe, ki se je do danes močno spremenila. Tudi ni realno pričakovati, da bi jo prihodnje ponovno vzpostavili na enak način. Prav tako se spreminjajo tudi klima in tla. Kot omenjeno, rastlinske združbe so zelo dinamični sistemi in se ves čas odzivajo na neke spremembe. Tako, kar se tiče motnje, torej v primeru polnaravnih travišč se odzivajo na rabo, kot tudi na vse ostale dejavnike okolja, vključno z spremembami klime oziroma s podnebnimi spremembami. Najlepša hvala. Hvala vam.
za priložnost, da predstavimo vsaj del naših raziskav. Ob tej priložnosti bi se tudi zahvalila vsem sodelavcem iz moje raziskovalne skupine, s katerimi skupaj raziskujemo to naravno bogastvo in ga skušamo ohranjati tudi še v prihodnje. Podobe znanja. Z izredno profesorico dr. Sonjo Škornik z oddelka za biologijo na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru sem se pogovarjala Klara Jurečič.